23 let sem v politiki, v tem času sem se marsičesa naučil. Tudi tega, da ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo. Danes smo na začetku nečesa velikega. In kakšen kapital je torej dobil Anže Logar, kako ga bo naučil sploh v odnosu do svoje stranke SDS? Odgovora na to, kako, če bo unovčil na novo dobljeni politični kapital, tako še ni. Kako ti, glede na svoje zgodovinske izkušnje, razumeš to formulacijo začetek nečesa velikega? Jaz nisem prišel špekulirati v ta studio. Politični kapital, ki ga Anže Logar zdaj zagotovo ima, kako hitro pokvarljiva je roba to, zlasti pri nas in zlasti v teh časih? Najvišja povprečna ocena za odhajajočega predsednika države Boruta Pahorja. Anže Logar se je po končani predsedniški tekmi prebil na drugo mesto, tretji je predsednik vlade Robert Golob. Kaj bo Anže Logar storil s političnim kapitalom, ki ga je pridobil na predsedniških volitvah? Je vprašanje, na katerega čakamo odgovor že dober mesec dni. Bo na čelu SDS zamenjal Janeza Janšo, bo ustanovil svojo stranko. Gre stranka naprej z Janšo ali pa ga boste na mesto predsednika SDS zamenjali vi? Zdaj, to vprašanje se vsake 5 minut pojavlja v slovenski javnosti. Pa se vi, gospod Logar, vidite na čelu SDS, ampak se vi vidite na mesto predsednika te stranke. Imate sploh to ambicijo? Ampak to ambicijo torej imate, če pravite, da je pač vse odprto. Zakaj pa niste recimo takoj po predsedniških volitvah začeli s postopki za ustanovitev svoje stranke? Zakaj pa bi? Ob tem se je bivši predsednik, tako kot nekdani premier Miro Cerar, na 4 oči srečal s poražencem drugega kroga predsedniških volitev Anžetom Logarjem. Kaj je v ozadju? Se rojeva nova politična alternativa. Neuradno pa je slišati, da Logar širše politične ambicije ima. Toda ali to pomeni pomladitev znotraj SDS ali samostojno politično pot ali morda novo stranko v partnerstvu z Janševimi, ni jasno. Najbolj cenjen politik v državi pa je trenutno Anže Logar. Kljub neuspeli predsedniški kandidaturi je javnost poslancu SDS podelila boljšo povprečno oceno kot aktualni predsednici. Anže Logar v tem trenutku najbolj priljubljen politik v državi. Kdo je to? Ja. Kdo? Ne vem, kako je ime, ampak za predsednika je bil. Ime? Anže Logar je imel po podatkih Parlametra v tem mandatu en govor. A še vedno največ Slovenk in Slovencev zanima, kaj bo Anže Logar, ki je naš gost, storil potem, ko je v predsedniški kampanji skoval najvišji politični kapital na desni sredini, ga bo unovčil tako, da bo ustanovil stranko, kaj drugega, ali ste se zdaj že odločili, kako boste nadaljevali svojo politično kariero? Boste ustanovili svojo stranko, kaj drugega? Ampak kaj, boste ustanovili svojo stranko, platformo, kaj drugega? Ali že imate kakšne konkretne sogovornike, ne vem, člane? So vse parlamentarne volitve, ne, zvedajo na eno točko, to je, ne, ali si proti ali za Janšo. Mi se ne pogovarjamo o programih, davkih, zdravstvu, kam bi šla Slovenija v predvolilnih kampanjah. A ste vi človek, ki mislite, da to lahko na naslednjih parlamentarnih volitvah presekate? To je moj namen, jaz sem utrujen od tega binarnega sistema. Danes se bova pogovarjala o političnem fenomenu Anže Logar. Kaj pa lestvica politikov? Najboljšo povprečno oceno so volivci tudi tokrat prisodili poslancu SDS Anžetu Logarju, ki kljub politični pasivnosti ohranja svoj politični kapital iz predsedniške bitke. Anže Logar v sredo začenja z ustanavljanjem društva. Bo društvo preraslo v stranko? Z nami je namreč Anže Logar. Dober večer, gospod Logar. Boste vi svojo politično kariero morda nadaljevali znotraj SDS-a ali boste šli svojo politično pot? Kaj bo vaš naslednji korak? Ali bo temu sledila ustanovitev stranke, ali boste čakali, da se Janez Janša upokoji? Bomo resno razmislili seveda tudi v naslednjem koraku. To je stranka verjetno. Anže Logar je postal namreč predsednik društva Platforma sodelovanja. Ali bo projekt morda prerasel v politično stranko, pa danes ni želel ne potrditi, ne zanikati. Zdaj se ve, ustanovljena je platforma Sodelujmo za prihodnost. Dober večer, gospod Logar. Slišali smo dve zanimivi mnenji. Eno je bilo od gospoda Pogorevca, ki je rekel, da na neki točki vi prevzamete SDS in potem so vrata zmagi desnice na volitvah odprta, ali pa boste iz te platforme razvijali samostojnega političnega igralca, samostojno stranko. Bi začela kar z Anžetom Logarjem. Velikim upam
slovenske desnice, slovenske politike, pa bo Anže Logar, čez 3 leta nas čakajo nove volitve, najkasneje bo novi predsednik vlade. Bo njegova lista, če bo najbrž, a bo že takrat stranka naslednje leto podala svojo kandidatno listo za evropske volitve. Je to opcija? Je poslanec SDS in predsednik platforme sodelovanja Anže Logar vse bliže izstopu iz največje opozicijske stranke. Iz Janševe stranke je namreč izstopila Romana Jordan, ki je bila vodja Logarjeve volilne kampanje in ostaja njegova tesna sodelavka. Ali se bo Anže Logar res umaknil z mesta predsednika sveta stranke SDS in ali se bo njegova platforma sodelovanja borila za stolčke na evropskem političnem parketu? Ali se Logar pomika proti izhodnim vratom SDS-a? Vse to nam bo povedal poslanec SDS-a in predsednik platforme Anže Logar, ki je naš gost. Gospod Logar, smo po današnji prvi tribuni kaj bliže ustanovitvi vaše nove stranke? Ne. Dokdaj bo drugi najpopularnejši politik v Sloveniji, Anže Logar, po odmevnem petkovem odstopu z mesta predsednika sveta SDS, javnost in politiko še lahko pušča v negotovosti, ali bo njegova platforma, ki se je v festivalni dvorani sestala danes popoldan, prerasla v stranko ali ne? Kaj drži in kaj ne, kaj pravijo izjavi ljubljanskega župana Jankovića, da je Logar del SDS in bo SDS ostal, vprašanje le v kakšni obliki. Gospod Mrše, kako vi gledate na ta zapis Janše in odgovor Logarja, ostajamo v SDS? Ker Logar mu danes odgovarja, da ostaja poslanec SDS in da prihodnje leto njegove stranke ne bo. Se po političnih pretresih v koaliciji začenjajo še trenje v opoziciji. Anže Logar je zavrnil podpis zaveze, da bo do konca mandata ostal član SDS-a in njegove poslanske skupine. No in v studiu pozdravljam poslanca SDS-a in vodjo platforme sodelovanja Anžeta Logarja. Dober večer. Ali odhajate iz poslanske skupine, ustanavljate svojo poslansko skupino? Ne odhajam, ne. Ne, ostajate v poslanski skupini SDS-a. Ustanovitev stranke? Ne, v tem času ne vidim nobene potrebe. A mislite, da če bi bile volitve, a bi ti, ki hodijo na te proteste, ki jih organizira SDS, da objeli Anžeta Logarja in njegovo platformo? Ali bi ostali zvesti Janši? Kaj mislite? Zdaj je tu težko vprašanje. SDS je namreč tik pred koncem prve faze evidentiranja kandidatov za prihodnje parlamentarne volitve in po naših podatkih med kandidati ni ne Anžeta Logarja, ne Eve Irgl, ne Dejana Kaloha. Bo to spodbudilo Logarja, da vendarle ustanovi svojo stranko? To je Dnevnik televizije Slovenija. Anže Logar po 25 letih zapušča stranko SDS. Njen predsednik Janez Janša ob izstopu od Logarja pričakuje vrnitev poslanskega mandata. Po 25 letih članstva v stranki sem prišel do spoznanja, da je čas za naslednji korak. Lepo pozdravljeni. Anže Logar je izstopil iz stranke SDS. Anže Logar po 25 letih članstva izstopil iz SDS-a. To se danes začeli tektonski premiki v slovenski politiki pred naslednjimi parlamentarnimi volitvami, ali pa je bil danes izstreljen umetni satelit Janeza Janše za naslednje parlamentarne volitve. Doktor Anže Logar po izstopu iz stranke SDS ne namerava vrniti poslanskega mandata. Do konca leta načrtuje ustanovitev nove stranke. No, doktor Anže Logar je tudi prvi gost Odmevov. Dober večer, dobrodošli. Dovolj vprašanj za nocojšnjega gosta, z nami je gospod Anže Logar. Dober večer, dobrodošli. Dober večer. Veliko vprašanj imamo. Pa tudi razhod, ki je trajal praktično, oziroma ločitev po 25 letih. Z nama pa je glavni akter te odmevne ločitve, poslanec Anže Logar. Ste pomislili na naslednji scenarij? Zmagate volitve in kot ste rekli, moj prvi klic bo na nasprotno stran, v narekovajih nasprotno, in recimo je ta klic Robertu Golobu, ker je še vedno največja stranka na levi strani. Si predstavljate po vseh zgodah in nezgodah zadnjih 2 let, da bi sodelovali v vladi z njim, ali pa se vam to zdi tako nemogoče, da to že vnaprej izključujete? Vnaprej izključujem. O tarči nocoj o politični odgovornosti po bliskovitem preobratu v zvezi z referendumom o JEK2. Mogoče, gospod Logar, vprašanje za vas. Bili ste do zdaj praktično član SDS-a, takrat pa o resoluciji niti o referendumu niste glasovali. Ali menite, da bi tukaj moral nekdo prevzeti politično odgovornost? Je bilo to sporno? Je bila to prevara ljudi? Zdaj, v tistem obdobju, jaz mislim, da nihče od nas ni vedel, niti poznal
dogajanja. To je N1 studio. Poslanska skupina SDS ima od tega tedna 3 poslance manj. V studiu sta Anže Logar in Dejan Kaloh. V bistvu ves čas poudarjate potrebo po sodelovanju slovenske politike, obenem ste pa tudi sami precej izključujoči. Poleg desno-sredinske vlade ste vnaprej izključili tudi sodelovanje z Levico in z Robertom Golobom oziroma Svobodo. Ne, z Robertom Golobom nisem izločil nobene sodelovanje. Zdaj vam bom citiral nekaj, kar ste rekli v tedenskem safariju. Torej, vprašanje voditeljev je bilo: zmagate na volitvah in vaš prvi klic bo na nasprotni pol. Tam je največja stranka še vedno Svoboda, njen predsednik pa Robert Golob. Si predstavljate po vseh zgodah in nezgodah zadnjih 2 let, da bi sodelovali v vladi z njim, ali pa to že vnaprej izključujete? Vaš odgovor je bil? Naprej izključujem. Torej? Ne, naprej ne izključujem. Zagotovo sem to rekel. Rekli ste, vnaprej izključujem in ste nasmejali. Ne, zagotovo. Vnaprej ne izključujem. Preverili so tudi, kako volivci sprejemajo morebitne nove stranke. Tadej Anžlovar, koliko glasov bi torej zbrali demokrati? Ja, odvisno od načina anketiranja, ko so se Logarjevi demokrati z 12,6% glasov uvrstili na 3. mesto za SDS-om, kot lahko vidite. Volivci katerih strank pa bi izbrali Logarjevo stranko demokrati? No, največ bi k Logarju odšlo tistih, ki so pred 2 letoma obkrožili Novo Slovenijo, teh je 38%. Za demokrate bi glasovala tudi 1/5 volivcev, ki so pred 2 letoma glasovali za SDS. Nocoj v studiu Tarče pomembni obrazi desnice oziroma desne sredine. Gospod Logar je pa na družbenih omrežjih precej manj zadržan, recimo očital vam je tudi krajo imena. Kraja imena, mislim, da v politiki težko definiraš natančno. Gospod Lukšič, kaj nam pove struktura Logarjevih volivcev, kaj prinaša v slovenski politični prostor in katera obstoječa stranka se mora po vaše, glede na to, kar smo slišali in videli, Logarja najbolj bati? Gospod Gorenak, kako pa vi vidite strukturo Logarjevih volivcev? 26% bi jih bilo iz SDS-a, 9 Nove Slovenije, 7% Gibanja Svoboda. Kaj lahko one dva, če se odločita z Logarjem? Logarjev bo tako ali tako moral iti na državnozborske volitve. Ali sta lahko one dva ali pa samo Logar jeziček na tehnici, v resnici kakšno vlado bomo mi imeli po prihodnjih volitvah? Gospod Gorenak, kaj pravite na to? In ali po vašem mnenju lahko Logar v predvolilni kampanji, on bo prav gotovo kandidiral, lahko poseže še bolj na to levo sredino in tam dobi glasove, oziroma ali lahko pridobi glasove neopredeljenih volivcev? Iz poslanske skupine Gibanja Svoboda je, kot smo izvedeli, izstopil poslanec Tine Novak in prestopil k demokratom Anžeta Logarja. No in zdaj bo nastala nova poslanska skupina, več o tem nam bo povedal predsednik demokratov Anže Logar. Dober večer. Gospod Logar, ste v svoje vrste sprejeli izdajalca, kot Tinetu Novaku očita njegova nekdanja stranka Svoboda. Nocoj v Tarči, če lahko karkoli pomagam, na kakršenkoli način, v kakršnikoli obliki, sem vam vedno na voljo. Pismo z glavo institucije župana občine Ljubljana, namenjeno srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću. Pa vprašanje za vas, torej, zakaj ta odziv zdaj, se pravi, ko gre za pismo gospodu Vučiću, ne pa ob spornih praksah? Ja, zdaj stranka Levica ima svojo politiko. Na 4. mestu pa prva uvrstitev za demokrate. Stranko Anžeta Logarja so volivci sami prepoznali kot relevantne politične igralce z nekaj manj kot 5% podporo. Za 2 mesti je skočil Anže Logar. Kako vi zdaj gledate na uvrstitev Logarjevih demokratov na lestvico parlamentarnih strank kar na 4. mesto, glede na to, da so jo tja uvrstili anketiranci sami? Určič, kako vi vidite to uvrstitev? Gospod Lukšič, po dobrih 4 mesecih, odkar je Logar izstopil iz SDS-a, kako vi vidite to njegovo delovanje? So v Tarči o sporu med predsednico države in premijerjem ter o strahu pred novimi starimi obrazi. On pravi, da je nedržavotvorna, ona odgovarja, da je zgrožena in razočarana. Gospod Logar, se vam zdi, da gre za spodkopavanje neodvisnih institucij zdaj in tudi takrat, torej leta 2007? Meni se zdi, da gre predvsem za politični ping-pong na škodo Slovenije. V Sojšnji Tarči razkrivamo korupcijsko ozadje posla gradnje laboratorija Ljubljanskega kliničnega centra, v katerem se je te dni zrušil del stropa. Mogoče gospod Logar še vi? Ja, zdaj javna naročila v zdravstvu očitno imajo neko logiko, da probam, če gre,
In če se vmes kaj zaplete v tem poslu, potem zamenjam. Ravno ta bančna garancija je najboljši primer. Anže Logar. Anže Logar. Anže Logar. Anže Logar. Anžetom Logarjem. Anže Logar. Anže Logar. Anže Logar. Anžetu Logarju. Anže Logar. Gospod Logar. Anžetom Logarjem. Anže Logar. Anže Logar. Gospod Logar. Anže Logar. Logarja. Anže Logar. Anžeta Logarja. Logarja. Anže Logar. 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 Gospod Logar. Logar. Logarju. Gospod Logar. Z Logarjem Logar. Logar. Gospod Logar. Umetni satelit Janeza Janše. Kamala ali Trump? Kamala. Vsak evro šteje. Torej ste na nek način odvisni od te stranke finančno. Ne, zakaj? Ljubiti si je treba in nekaj narediti.